Pozdravljeni. Spopadi na Bližnjem vzhodu bi lahko ogrozili izvedbo tako velike nagrade Bahreina, kot tudi one v Savdski Arabiji. Poglejmo si skupaj, kakšne so opcije in na kaj moramo biti pozorni. Oboroženi spopadi v bližini seveda ogrožajo izvedbo tako velike nagrade Bahreina kot velike nagrade Savdske Arabije, četrte in pete dirke na letošnjem koledarju. A mi navdušenci se moramo zavedati najprej dveh stvari. Prvič, da mora biti organizacija velike nagrade varna za ekipe, za nastopajoče, za publiko. In tu ne govorim o nesrečah, ki se lahko zgodijo na progi, ampak govorimo o tem, da mora biti poskrbljeno za to, da po nepotrebnem tisti, ki so tam prisotni, ne tvegajo. Tu je treba dati nek malce drugačen primer, ampak verjetno se spomnite tiste odpadle dirke za veliko nagrado Emilia Romagna v Imoli v sezoni 2023. Ko je Santerno rečica ob sami progi Enza in Dina Ferrarija poplavila vse bližnje območje in seveda ogrožala dobesedno vse, ki so bili prisotni tam na progi. V danem trenutku odpoved dirke je bila edina prava možnost. Ampak sedaj imamo oborožene spopade, ker vidimo iz poročil, da se lahko zgodi bistveno kaj hujšega kot tisto, kar smo videli pred nekaj leti v Italiji. Ne smemo pozabiti na neko dejstvo, da tako v Bahreinu kot v Savdski Arabiji tudi v preteklosti ni bilo preveč varno. Verjetno marsikdo se lahko spomni sezone 2011, ko je prišlo do množičnih protestov v Bahreinu, ki so vodili prvič v prestavitev samega datuma izvedbe velike nagrade in nato v dokončno odpoved. In treba je tu dodati, da ni šlo za nek oboroženi spopad dveh frakcij, ampak za splošne ljudske proteste. Ne bomo se sedaj spuščali v to, kako nekako spoštujejo tiste demokratične standarde v Bahreinu in kako seveda pazijo na človeške pravice. To nas, navdušencev Formule 1, ne briga absolutno nič, kajti drugače bi bili bolj glasni vsako leto pri izvedbi te dirke in še posebej, na primer, zimskih testiranj. A pustimo to pri strani. Bilo je davnega leta 2011. A ne smemo pozabiti, da 2022, če me spomin ne vara, je prišlo do napada na rafinerijo blizu Džede, rafinerijo Aramka v Savdski Arabiji, prav v trenutku, ko so bolidi krožili po progi. Tu je šlo za oboroženi spopad, tu je šlo za dve frakciji, tu bi se lahko razpravljalo tudi o, v navednicah, politiki in drugih vzgibih, ampak ne bomo. Mi si bomo zapomnili samo to, da že brez nekega večjega konflikta v bližini, tako v Bahreinu kot v Savdski Arabiji, se lahko zgodilo marsikaj. In tu je verjetno jasno vsakomur, da v situaciji, kot jo gledamo sedaj na začetku marca, je tako prva kot druga dirka
neizvedljiva. Kajti dovolj je, na primer, en izstrelek ali en dron, ki bi prišel v neposredno bližino same proge in verjetno žrtve bi šteli v desetinah, če ne stotinah. Zakaj? Zato, da bomo mi doma lahko na kavču skakljali in vriskali, ko bodo bolidi vozili v krogih. Lepo vas prosim. Ampak sedaj, ko nam je jasna malce bolj situacija, se lahko začnemo spraševati, kdaj bi bil tisti zadnji termin, da se zadeve umirijo, da bi lahko videli tako izvedbo velike nagrade Bahreina kot velike nagrade Savdske Arabije. In tu lahko špekuliramo in kot vam je jasno, z mojo izobrazbo obramboslovca bi lahko tu dodal marsikaj. Ampak, če želimo zadeve nekako držati na enostavni ravni, bi lahko dejali, da ukolikor se zadeve ne pomirijo in govorim dokončno pomirijo v naslednjih 14 dnevih, da bi bilo smotrno organizirati ne ene in ne druge dirke. Velika nagrada Bahreina je v koledarju med 10. in 12. aprilom, medtem ko velika nagrada Savdske Arabije med 17. in 19. Verjetno vam je jasno, da naslednji trenutek po nekem premirju ni pametno organizirati kakršnega koli športnega dogodka in seveda zapomniti si moramo tudi nekaj. Ekipe morajo imeti čas. Čas, da iz Japonske pridejo na lokacijo, ter pripravijo vse in se seveda tudi udeležijo samega dirkaškega vikenda. Poleg tega je potrebno pripeljati vse kamere. Organizator mora seveda pripeljati na progo vse potrebno, organizirati svoje varnostnike od progi in še bi lahko govorili. Ne moreš se tega lotiti, na primer v sredo, da boš v petek imel prvi prosti trening. In tu bi vas rad še spomnil, da vikend velike nagrade Japonske je med 27. in 29. marcem. Torej je jasno, da ukolikor v naslednjih 14 dneh, mogoče maksimalno 3 tednih, se zadeva ne pomiri, je upravičeno pričakovati, da bosta obe dirki odpadli. In verjamem, da marsikdo je že videl v pobudi, kako bi lahko prišli na vrsto zopet Imola in Istanbul Park. In tu je treba povedati najprej nekaj. Če Stefano Domenicali kihne, se takoj dobi intelektualec, ki trdi, da ga lahko Imola zamenja, če se ne prav zdravo počuti. In treba je povedati, da sem sam dobesedno sit takšnih predlogov, ki nimajo nobene osnove in so podani strani nekoga, ki nima absolutno nobenega pojma, kako zadeve v svetu motošporta gredo. Govorili smo o tem, da velika nagrada Bahreina je v koledarju med 10. in 12. aprilom, velika nagrada Savdske Arabije med 17. in 19. aprilom. Se je kdo kdaj vprašal, kaj se dogaja skozi celo leto na progah, kjer vidimo lahko dirke svetovnega prvenstva Formule 1? Verjetno ni tako, da celo leto imajo samo en vikend zaseden. Namreč v Imoli med 17. in 19. aprilom je
dirka svetovnega prvenstva vztrajnostnih avtomobilov 6 ur Imole. In ne smemo pozabiti, da med 4. in 5. aprilom na progi v Istanbulu imamo lokalno tekmovanje turnih avtomobilov oziroma njihovega prvenstva. Si je kdo morda zamislil, da se mora organizator tudi pripraviti na dirko, da zadeve morajo biti znane malce prej, ko pridejo tisti tovornjaki z opremo ekip Formule 1 na samo prizorišče. Zadeve poenostavljene niso takšne, kot si nekdo lahko misli. Ni to na nivoju, da se nekdo usede v avtomobil in odpelje v Portorož na kavo, kjer dobi vse mize zasedene, ker ni predtem rezerviral prostora. Ne gre tako. In ne smemo pozabiti še na nekaj. Namreč nimamo samo tistih slotov, kjer je velika nagrada Bahreina in velika nagrada Saudske Arabije. 3. maja je velika nagrada Miamija, kar pomeni, da morajo imeti ekipe dobesedno čas, da se preselijo na ameriški kontinent. In zopet bi lahko dejali, da zadeve v teoriji so izvedljive, ampak izjemno težko. Vprašati se moramo še nekaj, kar se marsikdaj dobesedno pozabi ali pa se skorajda noče vedeti. Govorili smo o tem, da bi v teoriji lahko v Imoli imeli dirko svetovnega prvenstva Formule 1. Ampak ta bi morala biti na primer 4. in 5. aprila. Seveda zaradi tega, ker je proga v Istanbul Parku v tistem vikendu že zasedena z drugo kategorijo. Sedaj, verjetno se vsi spomnite, kaj se je zgodilo na tej progi v sezoni 1994. Bilo je 1. maja. Ste prepričani, da mesec dni prej bodo vremenski pogoji in predvsem temperature takšni, da bodo dovolili neko dostojno izvedbo takšne dirke? Sam malce dvomim, ampak kot ponavadi, pustimo se presenetiti. In verjamem, da marsikdo bi sedaj dejal, pa dobro, lahko se prestavi 2 dirki na arabskem polotoku iz začetka koledarja na sam konec. Ker pa zopet imamo velikansko težavo. Namreč velika nagrada Las Vegasa je med 19. in 21. novembrom, velika nagrada Katarja med 27. in 29. novembrom ter velika nagrada Abu Dabija, finale, med 4. in 6. decembrom. Kam bi jih vi umestili pri tako natrpanem koledarju? Sam ne vidim velikih možnosti. Verjetno po veliki nagradi Abu Dabija je brez veze karkoli planirati, kajti v Abu Dabiju so plačali, da imajo finale, tako kot so v Bahreinu plačali, da so uradno prva dirka, razen če ni kakšnih verskih običajev, ki to preprečijo, in tudi, da imajo uradna zimska testiranja. Tako da, kolikor bodo ti spopadi in to dogajanje trajalo še 14 dni ali več, je najbolj racionalno pričakovati, da bosta lahko obe dirki odpadli in bomo imeli prvenstvo samo z 22 velikimi nagradami. In seveda vsakdo si pri tem lahko misli svoje. Ampak za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.